I will read, oziroma brala bom na temo avantgarda in subkultura v subverziji obrobja in središča. K temi pristopam s kritiko idealnega prostora človeštva. Vsaka doba bi ponudila drugo definicijo tega prostora, mene pa zanima tista, ki njegovo središče postavlja človeka z mentalno metodo lociranja v okviru mnemoničnega sistema. Slednji nosi tako prostorske kot časovne razsežnosti. Moja predpostavka je, da je središče idealnega prostora z perspektive posameznega človeka fiktivna točka v zavesti, kamor se steka njegova pozornost. Kompleks avantgardnih kolektivov Neue Slovenische Kunst ali krajše NSK ustvarja habitualno spominjanje. To je spominjanje, ko vemo, kako obstajajo stvari v svetu, ne da bi se nam bilo potrebno tega vsakič znova učiti. In to je tudi spominjanje, ki pretendira na neskončnost. To neskončnost lahko razumemo kot unifikacijo artikulacije razmerij med heterogenimi elementi ali, kot ugotavlja Peter Osborne, med mnogovrstnimi temporalnimi disjunkcijami, to je načinom, na katerega obstajajo družbeni procesi. NSK strukturo spomina, ki jo generira kot umetniški pojav z dolgoletnim kulturnim motivom, unificira v senci globalizma. Jemlje ga smrtno resno in poskuša uveljavljati svoj duhovno-estetski način kot antisistem njegovemu ekonomskemu načinu, predvsem pa njegovemu razlaščanju subjektivnega. Le-to je razlaščeno avtonomne identitete, ukleščeno v globalistično subjektivacijo. NSK je uvidel, da je čas amorfen in ga lahko poljubno formalizira, ker entitete v NSK izvajajo različno, vendar v obzorju sodobnosti. Te entitete so vsaka zase kakor, in zdaj citiram Osborna, specifični časovni izrazi ali oblike eksistence, sorodne strukturi razdružene totalitete razmerij, kar konstituira vsako posebno krizo. Globalna sodobnost ustvarja krizo v temporalnosti krize, kar spodbuja permanentno krizo. Konec citata. Skupnost NSK družno ustvarja duhovno-estetsko antiformo družbeni formi krize. Ustvarjanje antiforme je za Petra Bergerja značilno avantgardno dejanje. Nosilna kategorija njegove spoznavne metode avantgard je institucija, okoli katere razvija mišljenje o boju za avtonomno polje dialoga v umetnosti, ki ga ne bosta usmerjena ekonomija ali posebej za to usmerjanje določeno upravljanje. NSK se 1991 predstavi kot anti-institucija, kar daje misliti, da NSK zaposeda znaten del habitusa človeštva, v tistem trenutku sorazmerno vsaj z realno biografsko regijo jugovzhodne Evrope. NSK si kot avantgarda prizadeva, da bi človeštvo razumelo njegovo utemeljitveno vrednost. In sicer gre v skladu s pričakovanji do avantgard, da bodo oblikovali vizije prihodnjega življenja človeštva, za utemeljevanje prenove idealnega prostora človeštva. Berger je opozoril, da teoretiki umetnost med definiranjem njenih učinkov lahko imenujejo za avantgardno izkazati pa se mora s svojimi življenjskimi učinki. Dilema velja tudi za avantgardne umetnike same, saj se na prvi pogled morda zdi, da je zanje pomembna zgolj manifestativna performativnost. Pri NSK lahko kot skrito formalno konstanto v estetski produkciji uvidimo taktiko mobiliziranja javnega mnenja. V prvi vrsti se le to odvija v širšem okviru performativnih formatov, predstav, koncertov, govorov, predavanj, na to publiciranju, akcijah plakatiranja, izdajanju samopromocijskih publikacij, objavah na oglasnih površinah, na naslovnicah revij in v tretji vrsti s participacijo v različnih oblikah javnega dialoga, simpozijih, kongresih. Edino izgradnja avtonomnega habitusa NSK je od 1980 oral Laibach z dvema vzporednima dialogoma o subkulturnih alternativah in o Laibachovi simbolni mitologiji. Sodeloval je pri oblikovanju fizičnega prostora v strukturno formirano naracijo, s oblikovanjem družbene simbolike, temelječo na sistemu sintakse fizičnega prostora, ki določa logiko te naracije. Laibach je začel svojo performativno dejavnost v razgoščenem urbanem prostoru Ljubljane. Sprva se je pridružil uporniškemu načinu, utemeljenem v narativnih zmožnostih subkulture,
organiziranja okoli produkcije in recepcije rock glasbe. Tako se je srečeval z refleksijo statusne in ekonomske polarizacije znotraj delavskega razreda, ki je bil v političnem režimu SFRJ deklariran za vladajoči, pa tudi z refleksijo sprememb osnovnih pravil življenja v družbi. Ta dialog je vplival na refleksijo oseb v Lajbachu zato, ker družbeni prostor mesta predstavlja mentalno inteligibilno mrežo, v kateri posamezni intelektualec težko izgradi avtonomni habitus, izrekljiv gramatiki posameznika, kar je ob neki priložnosti ugotovil tudi gospod Darko Štrajn. A Lajbach je postopoma, teda hitro iniciral lastno dialoško polje. Glede na urbano skulpturo je, kljub dejavnosti v družbenem prostoru, ki si ga je delil z njo, konzervativno, idejno, anarhično začel razvijati, ohranjati in uveljavljati lastno strukturiran nabor citatov iz kulturne intertekstualnosti v spletu spomina in razumevanja zgodovine, to je avtonomni habitus. Glede na subkulturo je bil antiinstitucionalen, ker si je z vzpostavljanjem dialoga nenehno prizadeval za preseganje vsakdanje prakse, a je razpiral svoj habitus za spodbude iz spomina in razumevanja zgodovine v svojem okolju. V svoji konzervativnosti je bil selektivno inkluziven. Relativiziral je pomen vsakdanjega in družbeno performativnost alternative, ki sloni na pragmatični politiki, izkoriščal kot kontekst, v katerem se je krepila Lajbachova avtentična tekstualnost. Lajbach je svojo avtonomijo v prvih 4 letih postavil senco družbene razprave o alternativah, ne zasledimo ga v javnih tribunah, obrov institucionalne prakse, intenzivno se povezuje po načelu človek s človekom. Sicer se je upostavil kot pridružen raznovrstnim pozivom k protestu proti družbenemu antagonizmu, vendar je ostal zavezan lastnemu avtentičnemu diskurzu, v katerem poziva k branju njegovega lastnega nabora citatov, ne k protestu. Poziv k branju je poziv k refleksiji, ta pa je izrazito intelektualna dejavnost, vezana na osebno in zasebno, za razliko od protestiranja, ki je bodisi individualna, bodisi kolektivna, performativna javna družbena dejavnost. Točka, v katero naj bi se skoncentrirala človekova zavest, naj bi bila torej prvenstveno v umetnosti, leta pa je umetnost z nujo družbenih učinkov, avantgardna umetnost. Avantgardni idejni progresivizem je Lajbach manifestiral tako, da je osebna in zasebna branja kolektiviziral v kritiškem izjavljanju, v specifičnem duhovno-estetskem načinu, s katerim se razlikuje od družbenega prostora, v katerem deluje. Potem se samo projecira kot suprainstitucionalen, postavlja se nad institucionalizirajočo logiko vsakdanjika. Lajbach je vzpostavil sebi lastno gramatiko in postal elokventen, da je izpolnjevanje pragmatičnih ciljev, ki jih določajo konkretni problemi politike vsakdanjosti, vse premalo zanj. V obzorju lastne simbolne mitologije je Lajbach poskušal ugotoviti, kako naj bi se v polju humanističnega izročila zgodila odprava dualizma duhovnega in materialnega na način vzdignjenja v novo obliko spojitve življenjskega in idealnega. Idealni prostor človeštva je arbitrarno konstruiran, zato je v njem mogoče naprej določiti središče in obrobje. Kot opozarja Deina Teters, je pogojen s sinhronostjo med človekom in svetom, ter je antropocentričen, predvsem pa metonimija za kozmos. Ker je idealni prostor človeštva določen z režimom prevladujočega družbenega diskurza, je mogoče ugotoviti, da je v času, ko se je Lajbach delil oder s subkulturo, bilo središče človeškega prostora na njunem mestu poudarjeno politizirano in se krušilo v pomnoženo mnogoobraznost. Nasproti dominantnemu središču ideologije oblasti, ki ga je določila vladajoča politika, so nastajala alternativna središča, med drugim rock glasba za subkulturo in tradicija avantgardne umetnosti za Lajbach, ter kasneje NSK. Sodobni človek je mentalno razseljen do te mere, da se zdi idealni prostor zanj utopija, in zdaj citiram Tetersovo, za sodobnega človeka je značilen nenehni občutek odmaknjenosti, delociranosti. Z drugimi besedami smo tam, da lahko sežejo naše misli in zmožnosti. Konec citata. Zato kot središče idealnega prostora človeštva danes obravnavamo fluidne partikularnosti, medtem ko ta prostor le stežka definiramo v splošnem za vse človeštvo in ga lahko ujamemo, to
to je zamrznemo z opredelitvami v historični dinamiki njegovega premeščanja in spreminjanja, le za omejeno število pripadnikov specifične identifikacijske skupine. Vprašanje idealnega prostora človeštva pa postaja vse bolj vprašanje njegove subjektivacije, ki se odvija zgolj fragmentarno. Vsako izmed alternativnih središč v Ljubljani po 1980 je bilo skupek specifičnih prepričanj in vrednot, kot tako pa izhodišče posebnih kulturnih praks. Zato so se trenja med dominantnimi in alternativnimi središči v veliki meri izražala prav kot kulturni boji, podloženi z nasprotovanjem totalitaristični politizaciji. Predvsem so se alternativna središča zoperstavljala temu, da so postavljena okoli dominantnega kot obrobje, kot bi bilo to v skladu s starogrško mislijo, marveč so se razglašala za nove epicentre omniprezentnega, ki si sami izbirajo mesto v družbi. Slednje pa naj bi v idealnem primeru omogočalo še več vpliva, kot pa ga ima aktualno dominantno središče. Laibach je lastno identitetno konstitucijo postavil jezik tako, da se otresel realpolitične interpretiranosti s predznakom takratne družbene hegemonije in jo nadomestil z lastno poetično izbiro antagonizmov v družbi, ki jih bo interpretiral. Kar je potem postalo Laibachovo načelo, začel je namenoma osvetljevati inherentne transgresije, ki naj bi po samoohranitveni logiki realnega političnega sistema morale zapravljati svoj čas v njegovi senci, kamor z perspektive takšnega sistema spadajo tudi subkulture. Performativnost države v času NSK kot energetske skulpture je odvisna od toplote teles, gibanja duha in dela umetnikov iz NSK. V primeru skulpture Država v času so država umetniki iz NSK s svojim rednim življenjskim početjem, v katerem je nerazložljivo človeško bivanje in umetniško ustvarjanje. V elementarni obliki energetsko skulpturo Država v času oziroma življenja umetnikov iz NSK lahko le opazujemo in mentalno zaznavamo njeno performativnost. Kar umetniki pripovedujejo ali pišejo, je sekundarna dejavnost v njihovem bivanju in ustvarjanju, le to vključuje delo oziroma delovanje na način skupnostnega deljenja čutnega v estetskem režimu, ki naj dejansko proizvaja družbeni učinek. Lahko ugotovimo, da je v državi v času idealno in v estetizaciji dosežen avantgardni cilj spojitve življenjskega in duhovnega. Država v času je bila 1983 sicer uvedena kot antagonizem globalizmu, prepoznanem kot združena poenoten politični sistem in poenotena ekonomija, ki pomoči učinkov nad realne države sveta postavlja svetovne korporacije in mednarodne organizacije. Prvi kongres državljanov NSK od 21. do 23. oktobra 2010 v Berlinu je do države v času uveljavil zahtevo po njeni realni paradržavni konstituenciji. In sicer naj bi osebe iz NSK svojo institucionalnost inovirale, tako da bi med drugim zapisale koncesijsko pogodbo države v času, ki bi vsebovala generativno mitologijo, upravljale redna srečanja državljanov NSK, oblikovale proces odločanja o iniciative državljanov NSK in oblikovale novo in bolj raznolikano simboliko. Državljane NSK lahko vidimo kot subkulturni pojav. V vsakdanjem življenju jih prepoznamo po specifični oblačilni kulturi, vključuje prepoznavni ikonografijo in kostumografijo NSK, običajih, predvsem obiskovanje performativnih dogodkov NSK, in vrednostnem referiranju na simbolno mitologijo NSK. Državljani NSK vršijo tudi lastno estetsko prakso, za katero se je že uveljavil naziv NSK Folk Art. V polilog na kongresu so bile vključene osebe iz NSK. S to gesto so opolnomočile analitično misel v subkulturi. To je nekaj, česar ni mogoče kupiti. Nasprotno je mogoče kupiti na primer slogovne atribute, ki so temelj specifičnega življenjskega sloga pripadnikov subkulture. Torej, misel v subkulturi mora biti utelešena. In z njo so pristale na transfer stekanja lastne pozornosti. Središče idealnega prostora, kakor je razvidno iz duhovno-estetske dejavnosti oseb iz NSK, je bilo v kongresu predstavljeno s funkcionalizirajočega na funkcionalizirano mesto,
ker so osebe iz NSK neposredno podprle kongres kot konkretno obliko kulturno-političnega delovanja, posredno pa niso zavrnile iz njega izhajajočih bodočih praks, čeprav se niso eksplicitno zavezale izpolniti zahtev kongresa. Omogočile pa so subverzijo pozicij središča in obrobja. Alternativno središče, ali bolje središča, ker ima državljansko gibanje NSK več geografskih in kulturnih žarišč, duhovno-estetskih impulzov za spremembo družbe, ki so bili prvotno inicirani strani osvetva NSK, se glede na državo v času zdaj zdi v rokah oseb iz subkulture NSK, vsaj po kvantitativni intenzivnosti propulzivne moči. To lahko ugotovimo le, če razmišljamo o suverenosti te moči, njeni institucionalizaciji. Državljani NSK so tisti, ki terjajo, da se temeljne premise identitete občestva NSK zapišejo, strukturirajo in upravljajo v skladu z aktualnimi razmerami v družbi in v skladu z aktualnimi razmeri med identifikacijskimi skupinami v občestvu NSK. V tem trenutku so državljani NSK tisti, ki se zavzemajo za suverenost občestva NSK. Toda umetniki iz države v času se obotavljajo pristopiti k tovrstni institucionalizaciji. Osebe iz NSK, medtem ko v senci globalizma pristajajo na relativnost lastne suverenosti, se ne postavljajo za absolutno središče sedanjega sveta, pač pa živijo in delujejo na način osbornovske razdruženosti totalitete razmerij. Kot osbornovsko specifičen časovni izraz ali oblika eksistence, država v času ne uveljavlja lastne totalitarnosti v aktualnem družbenem prostoru, a hkrati vendarle ohranja toliko suverenosti, da varuje avtonomnost lastne duhovno-estetske identitete, tudi vizavi subkulture NSK. Z gledišča celote idealnega prostora človeštva je tako in država v času le ena izmed geometričnih točk ali mentalnih pozicij v realno-geografski odnosnici tega prostora, medtem ko subkultura NSK zaposeda več točk ali mentalnih pozicij v njem. Pomembno je, da država v času ohranja mejo med subkulturo NSK in seboj. V tem trenutku še ni stopljena z državljanskim gibanjem NSK. Meja med državo v času in subkulturo NSK je namreč nejasna v opredelitvi, ali država v času v aktualnem družbenem prostoru je oziroma bo ekskluzivni ali inkluzivni ni. In v razmerju subkulture NSK omogoča vprašanje o središču in obrobju. V tem primeru osebe iz NSK ohranjajo striktno razliko med dejavnostjo v umetniški in dejavnostjo v politični sferi družbe, čeprav se v obeh primerih predvsem na kulturni način ustvarjajo potencialnosti za družbene spremembe. Simbolno mitologijo NSK arbitrarno razvijajo le osebe iz generičnih kolektivov NSK, kar jim je priznal tudi kongres. Ker pa je država v času brez evidentne gramatike, je njen problem, kako se lahko habituira v aktualnem družbenem prostoru. Prav na to je upozoril kongres. In zdi se, da je zahvala za slednje upozorilo možnost, da se državljani NSK habituirajo v imenu NSK, vendar pri tem ostaja inkoherenca v občutku razlike med osebami iz NSK kot afirmirano identifikacijsko skupino v občestvu NSK in državljani NSK kot v tem trenutku še neafirmirano identifikacijsko skupino v občestvu NSK. Subkultura NSK si mora z družbenimi učinki šele prislužiti svoj trajni vpis v spomin, ki tvori simbolno mitologijo NSK. Problem nehabituiranosti za državo v času ni problem, ki bi ga bilo potrebo rešiti zdaj, ker zdaj je zaustavljeni čas, je zamrznjen historični tok. Trenutek ima strukturno kvaliteto, v konkretnem trenutku je mogoče arbitrarno organizirati idealni prostor in mu mora biti določiti tudi središče in obrobje. Toda v mišljenju države čas v času ni potrebno vzpostavljati časovne sinhronosti med njima. Država v času kot umetniški projekt se ne odreka zrenju z duhovno-estetskega obzorja sodobnosti, ker prav v njem lahko zapušča čutno in postaja idealna, mišljenjski korelat prostoru. Permanentno se subjektivizira glede na sočasne in pretekle, pa tudi na prihodne pojave v družbi, pri čemer so razmerja med središčem in obrobjem ne le začasna, pač pa tudi navzkrižna v času. Odvrača se od tega, da bi bila geometrična točka v aktualnem družbenem prostoru
Od njega se torej delocira. Predvsem se predstavlja kot mentalna lokacija, ki transcendira prostor, saj se samo locira v mnemonični sistem. Tam se, glede na obzorje sodobnosti, vedno znova antiglobalistično resubjektivizira. Je avantgardni umetniški projekt, v katerem še vedno živita miselna ekonomija in z njo določeno upravljanje, vendar ga ne določa. Je antiforma na način antiinstitucionalnosti. Prav tisto, zaradi česar je potetrstvo, ki za sodobnega človeka idealni prostor lahko le utopija, je za umetnike iz države v času priložnost, da se nearbitrarno uresniči ideal.